Ustvarjajmo skupaj, naj druži nas veselje in smeh. Topla misel in modri nasvet. Ustvarjamo skupaj. Slim Shady. Kaj je to za zvok? Ej, čau, Dare. Čau, ne, to nisem jaz, to je v bistvu Eminem bil. A ja? No, pa sem pa počaščena, da lahko Eminema gostimo v oddaji Ustvarjajmo skupaj. Bil, je že šel. A je že šel. Kavico je spil, pa je šel, ne? Ti si spil svojo? Tudi, ja. Še ne, še. Mislim, da sem. Ja, No, nikoli. pa ima še kozarc vode. V glavnem, drage poslušalke in poslušalci, da še vas nagovorim takoj na začetku oddaje. Danes je v moji družbi gost, ki ga nekateri poznate bolj, nekateri malo manj, ampak vsekakor sem vesela, da je z mano tukaj v studiu Mistik. Dare, še enkrat pozdravljen. Dare, akustik, prosim lepo, iz Novega mesta oziroma živeč v Ljubljani, da ne bom rekla kakšne informacije napačno, ne? No, malo tu, malo tam, ne. Me veseli, da me tukaj danes gostiš v tem super cool studio, Aha, Mistik. ja. Tako da zelo lepo urejen studio, sem vesel za povabilo. Tako da ja, no, take it away. Okay. Čem se bo pomenila? Ja, glih še razmišljam, ne? To meni ideja, navdih pada sproti. Aha, spontani taki. Spontanja, to imam najrajš pa ti. Kar ustvarjamo, ne, A ni? ampak tako, daj naslov ustvarjajmo, ne, če si Ja? prav razumel, ne, zdaj Ja. pa ustvarjamo v tem momentu, tako da ja. Kako je se kaj s danes. tvojim navdihom in s tvojim ustvarjanjem? Moje ustvarjanje zdaj je bolj premerov, zaradi tega, ker se trudim promovirati pač ta trenutni album, pa iščem pač, pripravljam tole koncertno turnejico po Sloveniji, tako da kar se ustvarjanja novih komadov tiče, trenutno je bolj na mrzlem, ampak imam pripravljeno tudi že material za naslednjo plato. Ok, za tiste, ki še ne veste, Dare je kantavtor, ki je pred kratkim, oziroma lansko leto natančneje, ne? Mislim, da je bilo Ja, poletje. tako, Julija, ja. Tako. Si izdal svoj prvi promocijski album, ki ima naslov. 7 zgodb iznenada in Sparjen per. Prosim, povej nam, odkje je ta naslov. Veš, da te bom to vprašala, res me Ja. zanima, no? Ja, no, Zgodbo ima ta naslov. kakšno zgodbo ima ta naslov? Ima 7 zgodb. Ok, Ja. V bistvu zgodba, mislim, pač naslov albuma v bistvu povzema pomen skladb, ko so pač na albumu gor, pač zakaj 7 zgodb, v bistvu z 7 skladb gor je pač napisano pač za neko določeno osebo, ostalo je pa sparjeno pivo, kar pomeni, kar je bilo nekaj posebnega, nekaj lepega, nekaj pa potem sparjen per, se pravi tisto, kar ostane, kar ni preveč dobro, ampak še zmeri se na koncu požre, ne. Tako da, ja. Pir za vse priložnosti, ne? Ja, jutranje pivo, ne. Dare, od kdaj te je glasba zanimala? Od zmeraj? Ali je bil to samo en moment v tvojem življenju, ko si preklopil na glasbo in ki zdaj postaja del tvojega vsakdana? Ne, me je zanimalo od zmeraj, samo pač, da sem pa aktivno začel o tem tako razmišljati, pa nekaj delati, je bilo pa nekje tam pri 16, 17, ko sem z bobni začel, potem pa na kitaro počas presedlal, tako da od takrat naprej je pa v bistvu to, kar mislim vsak dan, pač zdaj živim samo s tem, samo od tega, zadnje leto predvsem, izključno samo od tega, drugače pa se pravim, od takrat naprej, ker sem prvič prijel pač za kitaro oziroma bobne, pa v bistvu je pa to del mojega life, ampak ne bom rekel del mojega life, je to moj life, sploh v bistvu druge stvari se ne vidim početi, no, tako da se mislim pač, če se ukvarjaš z nečim, se moraš pač ukvarjati na polno, ne da težko je polovičarsko nekaj 100%. početi, ja, tako. No, vse ali nič. Ja. Ampak v glavnem daješ poudarek na avtorske komade. Ja. In tudi na tvojem CD-ju so vsi komadi avtorski, se pravi 10 jih je. Ja, tako? Ja. So kar nekaj časa nastajali verjetno. Ja, se pravi, nekateri komadi tukaj gor so zelo stari, naprimer od prvih, kateri so najstarejši na en moment, mislim, da pa Mrzle roke, to so skladbe, ki so bile napisane že leta 2008, 2009. Pač seveda so tudi novejši komadi gor, ampak bi rekel, da najnovejši komad je nastajal leta 2012, tako da v bistvu še mi je žal, da ni kakšnih bolj aktualnih komadov, ampak bodo pa seveda na tej naslednji plošči bom malo bolj aktualno šel, tako da to je v bistvu neka, bi rekel, zapuščina, ki je bila, ampak sem jih hotel vseeno vključiti na ta prvenec, se mi zdi, da dosti o meni pove. Ja, že preden zavrtimo kakšno pesem iz tvojega CD-ja,
Zanimivo, ne? Ti si v bistvu končal kateri faks? Ja, Zdravstvena smer, zdravstvena fakulteta, delovni terapevt sem po izobrazbi drugačno. Pa ti še vedno kaj zanima ta smer, no? Mogoče Ja, v sigurno. povezavi z glasbo? Ne, seveda me zanima. Ne. Sej sem že eno leto sem se pravim brez rednega šihta, tako da pač iščem skus, ampak za ta kader je dost švoh, so pač poklici, tako da kar se v bistvu samo kar sam znajdet. Nekaj časa sem to delal v glasbene delavnice za ljudi s posebnimi potrebami, tu sem še zmeraj zainteresiran početi in verjetno bom začel spet izvajati. Letos smo mladi naprej, bomo dali še eno rundo priložnosti, tako da ja, seveda me zanima, no, zato sem tudi šel na ta faks, ker pač delam z ljudmi, ne. Tako da, ja. Torej glasba ostaja tvoja prioriteta, če sem te prav razumela? Ja, to pa nedvomno, ja. Povej mi, glede na to, da si že kar nekaj časa na glasbeni poti, kakšno je tvoje mnenje glede slovenske glasbene scene ali pa kantavtorske, če sva bolj specifična? Srečujem različne ljudi, eni pravijo, ja, težko je živeti samo od glasbe, trg je preozek, ljudje niso toliko odprti, sploh ne za kantavtorje, po drugi strani nekateri da živijo od tega. Kakšno je tvoje mnenje, kakšne so tvoje izkušnje, tvoji pogledi na to? Se da živeti od tega oziroma je to lahko nekaj, kar postane res del tvojega vsakdana? Od vsake stvari, za katero se ti pač zavzameš, se pač da živeti, ne, in pač nekako preživeti. Zdaj, vprašanje je, kaj zate pač pomeni udobno v življenju ali pa nekaj, kar te pač osrečuje. Če je to, kar ti pač počneš dobro, če si sam zadovoljen s tem pač, in če nekaj dobro počneš, bo tudi več ali manj drugim všeč. Zdaj, kako je to z mozgo? Ja, pač ni neke konzistence, ni nekega rednega prihodka, ne, kar bi mogoče pri rednem šihtu imel, ampak se to nekako odkup s tem, da ti lahko pač počneš to, kar želiš početi. Večkrat zelo bi si želel, da bi bili pa to, kar si rekla, da ni odprtosti, predvsem do kantavtorstva, da ja, to pa pač ni, ne, kar vidim tudi, recimo, ko se prijavljam na kakšne večje dogodke ali pa festivale, ko si zelo, recimo, želim nastopati. Hočejo, recimo, tudi ljudje niso toliko navajeni, vsak si predstavlja, ja, bo šel nekdo tam s kitarco, bo nekaj zašpilal, ni čisto nujno tako, ne. Jaz mislim, po svojih izkušnjah vem, da se da s tem narediti zelo, zelo dober žur in zelo dober dogodek tudi, ne. Tako da ljudje so, se mi zdi, še kar odprti, ne. Dostikrat vidim, se pride zahakla se pri kakšnih, recimo, organizatorjih, ker se dostikrat ne gre čez, zaradi tega, ker vsi bi avtomatsko radi imeli band pa DJ-ja, ne. Ne rečem, da je kaj slabo s tem, super je, ne, ampak škoda mi je, ker se ne da niti priložnosti, recimo, ali pa se niti ne pogleda. Dostikrat, ko recimo kam prideš nastopati, sem zaradi tega, da ker pač rabijo recimo nastop, a dejansko niti ne pogledajo, ne preverijo, kako ta zadeva izgleda v praksi od prej, ne. Tako da, ja, bom rekel, kantavtorji smo tako dosti zapostavljena bilka tukaj v tej gmoti cvetlic, ki rastejo na slovenski sceni v obliki muske, ne. Zdaj, zakaj je temu tako? Mislim, ja, no, se pravim, živimo v tem svetu, ko greš ven, je glavno, da slišiš ne. Ja, čeprav se verjetno tudi ta trend spreminja, kot smo že... Trendi se skozi spreminjajo. Sicer pa imamo kantavtorji vseeno eno specifiko. Dobro, vemo, da je kantavtorstvo se bolj nanaša na petje in igranje v vsebinah, ki so recimo več ali manj družbeno kritične, ampak kaj pa recimo tvoja specifika? Jaz v bistvu res ne dotikam družbeno kritičnih vsebin, saj zaenkrat, ok, mogoče vsaj na tej prvem CD-ju niti ne, drugače imam skladbe, da tako grejo, recimo ne grem zdaj pa v neki veliki meri v to, recimo, ker sem bolj obremenjen recimo s svojimi problemi pa svojimi stvarmi, ki mi leži na duši, pa rajš o tem govorim, pa tudi recimo, jaz sem človek, ne spremlja sploh recimo politike, pa kaj se dogaja recimo po svetu, po Sloveniji, pa ne spremljam poročil, ne spremljam časopisov, v bistvu sem zelo odklopljen od tega namerno. Ker vse, kar vidim, kadarkoli se prijavim na to, je neka črna kronika, pa slabe stvari, ko se dogajajo, pač dobre stvari, tak pač nikoli niso objavljene, ne. Ker ljudje pač rajš to klikajo, ne, rajš vidijo pač, kako se nekomu nekaj slabo zgodi in potem se to širi naprej. Zdaj smo imeli nek primer s tistim nekim ravnateljem, jaz sem to gledal. Jaz, ko sem to dobil po mailu, recimo, jaz sem čakaj, zakaj se sploh gre, nisem vedel, in potem so se vsi neki krivili za pač nesrečni konec tega človeka, je pa zakaj pa pol pošiljate naprej, iz tega ne bo nikoli štekal. In se sam počutim tudi, če bi zdaj pa to nekam napisal, nekaj objavil, je pa pač pol isto naredim. Zakaj bi se hranil z nesrečo nekoga drugega? In s tem, ko ti gledaš poročila in potem, da boš nekaj kritiziral, to, mislim, in to s politiko, preprosto ne maram tega. In tudi se rajš distanciram, ker samo nekaj govoriti, pa plovati čez nekoga, kako je nekdo drug beden, pa slab, pa kako bi lahko bolj spremenil,
tu delaš isto pol kot on, oziroma še slabše. Ker tisto, če človek vse nekaj dela, pa tudi če dela slabo, dela nekaj. Najlažje je govoriti, pa nič ne narediti. Ne. To. Ne maram tega, da bi nekaj govoril, pa nič spremenil s tem. Ne. Mislim, reč, povem pač mogoče mnenje, ampak v tistih stvarih, katerih so meni pač teme pomembne. No. In ki jih poznaš. In tudi pri tvojih skladbah se več ali manj pozna, da res izhajaš iz pristnih izkušenj, o tem govoriš in to se verjetno dotakne ljudi. Mislim, kakšne imaš izkušnje za odzivi publike? Ja, zelo zanimivo je. No. Mislim, zaradi tega, ker so recimo skladbe, ko so meni recimo ko so recimo bolj nepoznane, ne, pa so meni recimo veliko bližje, kot recimo skladbe, ko so bolj poznane. Ne. Zdaj recimo 2 skladbe, ko sem jih pač tudi predstavil, ne, recimo na Talentih, takrat so recimo zdaj najbolj prepoznavne, ampak mi je pa zanimivo, ker ljudje pa ostanejo pri tistih 2 skladbah in težko grejo potem še kaj drugega pregledati. Ne. Jaz ne morem rekel, da so tisto meni najljubše, ne, ampak sem vedel, če grem zdaj na neko maso z nekim pač takim, bom rekel, pop akustik rokom, kot se tega smeri ne bi recimo približno deloval, sem vedel pač približno, moram te 2 zbrati, ko je večja verjetnost, da bodo pokrile večje število ljudi. Ne. In to je nekako zdaj, moraš se odločiti, ne, zdaj, ali ti delaš tukaj, da boš igral res samo zase, ne, ali boš delal tudi za tega, da boš še drug poslušal. Ne. Če misliš, da imaš, mislim vsak izvajalec, če misliš pač, da ima nek tak hitič ali pa nekaj tazga, kar bi se lahko prijelo, pač daš priložnost, ne, mislim mu daš, pa ga pač spromoviraš naprej. Jaz ne rečem, da zdaj recimo Cukr ali pa Telefon, recimo, da so najboljše skladbe, kar sem jih napisal, ne, ampak vem recimo, da so dost na prvo žogo, pa da dost recimo bojo hitro prišle v ušesa, ne, in meni so mi zelo všeč, ne, mislim, jaz jih ne bi niti napisal, niti izvajal potem, če mi ne bi bile. Ker imam tudi skladbe, ko jih ne izvajam, ker recimo, ker mi niso všeč, ne. Mogoče komu so, ne vem, ampak recimo iz prve, druge plošče, ker sem jo že prej, ki niso bile nikoli izdane, razen v elektronski obliki, ampak tistega ne izvajam že več, ne, ker pač mi je minilo, ne, ampak tako da verjetno do teh komadov, če mi ne bo pasalo, pač jih ne bom igral in tudi ne morem. Ja, ker če jih ti ne začutiš, jih verjetno tudi publika ne more. Ja, in to je glavna poanta. Jaz recimo zmeri, ko igram katerokoli skladbo, se probam čim bolj spomniti tistega momenta, kako je bilo, ne. Kako je nastajalo. Točno to, ne. Ja. Verjetno ni nekega recepta, kako nastane dober komad, ampak vseeno, ko imaš moment, ne. To ne moreš nikoli predvideti. Recept je točno to, da nastane točno tako, da je tebi v tistem momentu všeč. Iz tega, če tebi mora biti. Glih sem bil na Kolpi, smo bili 2 leti nazaj in en kolega, mislim, pač znan, prišel tam in smo igrali in me je vprašal, daj povej, kako, ne vem, napišeš recimo komad, ne, kako napišeš besedilo. Pa tudi recimo prek Facebooka sem dobil par vprašanj od ljudi, tako ko so me dodali, ko jih sicer ne poznam, ampak sem vprašal, kako napisati skladbo. Ja, to je zdaj tako, kot da bi vprašal, kako sliko narisati, ne. Mislim, kako vse, pač tudi če ne igraš inštrumenta, pa začni pač samo pisati tisto, kar razmišljaš, ne, oziroma kar ti zdaj teži. Če ti nič ne leži, pač začni pisati o tem, kako ti nič ne leži, ne. Mislim, da si iskren v bistvu do sebe. Vse to je, ne. Sem isto, kot da mi vprašal, kako čem pa dnevnik napisati. Ja, Buh mater, kako ne, je pač usedeš se pa pišeš, kar razmišljaš, ne. Ja, ampak kako pa to melodijo spraviti. Ja, najbolj, kakor znaš, ne. In če bo tebi všeč, je to tu, je že cilj dosežen, ne rabiš pa. Pa tudi vsak ima svoje orodje, ne? Nekdo recimo, kot si rekel, nekdo se lažje izraža skozi glasbo, nekdo skozi pisanje, nekdo skozi risanje, to je pač stvar posameznika. Nekdo skozi kiparjenje, nekdo skozi izdelavo origamijev, ne, in to je, ne. In pač, če ti moraš najti svoj način, no. Ja, seveda, ne. Jaz sem probal origamije, ampak pač nekaj, kaj se je zgodilo, pač en kup štiri formatov, pač je šlo v nič, ne. No, ti kar ostani pri glasbi, ni panike, tudi gre. Omenil si že Slovenija ima talent, oddajo, o kateri bova povedala nekaj več v naslednjih, čez nekaj minut, ker bova zdaj zavrtela eno pesem iz tvojega CD-ja, mogoče začneva s Cukrom, ki si ga že omenjal. Vidiš točno to, pa se Cukr recimo že je že, nekaj, če bi kakšno drugo. No, pa dej. Dej, katero pa bi? Čakaj, lahko žrebamo številko, se pravi od 1 do 10, zdaj, če bi imela tukaj slučajno poslušalce, ki je na voljo, bi nam oni pomagali, ne? Čak se bom pretvarjal, čak se bom... Prvi klic, dober dan, kdo je z nami? Dober dan, tukaj pa Marica iz Lenarta. Pozdravljena Marica, kako smo? Kako je kaj na Lenartu? Veste, tukaj imamo tako slabo vreme, jaz pa ne morem ven, sem hotela zjutraj mečkeno skidati, pa se ni dalo, ko mi je potem prišel, mož je prišel, pa je s traktorjem
zdaj pa se vzgnujem v celo dvorišče, nisem mogla priti. Ja, Marica, vse se bo sneg malo stopil. Pošleš, Deri, kako imate vi kakšno pesem tako za poslušati? Imamo. Romantično bi tako. Joj, lahko. A poznate Dare, tak je moj gost v današnji oddaji? Ne poznam, nič ne vem o tem. Noč bolj malo televizijo gledate, verjetno, ne? Kaj pa je to? Aha, no, gospa, ni problema, evo, tukaj smo za vas. Mi imamo tukaj zdaj 10 pesmi na voljo. 10 imate? Ja, a vam kar naslove povem. Koga to? A veste, kaj so naslovi pesmi, gospa Marica? Naslov? Ja, Dare Akustik, to je kantavtor, ki je posnel zdaj svoj CD in vam bom zdaj prebrala naslove, ker poslušajte, Mislite, gospa ploščo Marica. mislite, ne? Ploščo, tako, ja, Tako. zdaj pa ne gramofonsko, veste, to so tiste malo bolj moderne že. Vem, je sosed prinesel zanč, vem. O, fino. Evo, gospa, a poslušate? A Poslušam. dobro slišite, Kar evo. povejte. Prva pesem, Leto dopusta. To bi pa rabela, daj, Ja, ste bili kaj Kaj letos sem na mi to- dopustu, ja? ko nisem nikamor šla, ko me ne moš nikamor pjelo. O, ga bo treba malo red spraviti, Dajte mi gospa to, no. Marica. A ćemo leto Pa dopusta? dejte, ne? No, Če pa dejmo. Pa je kaj harmonk not? Ja, mislim, da ni, da je Dare malo skuparil s tem, ampak mislim, da vam bo ta vseeno všeč. mladina. Pa rečete še možu naj posluša, boste zihr šli na dopust to leto. Bom rekla. No, prav. Hvala. Lepo se svidenje. vejte, Marica. No, evo Dare, Marica pravi za prvo pesem, da jo zavrtimo si za. Ja, Marica je bila kar zgovorna. A je, ne? Ja, Kaj so tele, kaj so Prekmurci? Vse ne vem, ampak zavijala je dosti podolensko. No, tako da Ja, ne vem, kakšni so očitno to. je fejkala, pa tak globok glas, mislim, zihr ima brke, ono pa načioške. Ej. Kakorkoli, Marica, lepo, da je poklicala, ne? Ja, kole, hvala Marica. Leto Kol si kol. dopusta, o čem bomo govorili v tej pesmi? O čem Je točno o tem, ne? Aha. Da ti v bistvu rutino ubije tudi najlepšo stvar. Tako da je potrebno se je pač skozi doživljati nove stvari spraviti ven iz rutine. Ne se biti pač avanturc, ne se biti pač početi novih stvari, pa ne se zapirati pred novimi izkušnjami. To je leto dopusta. Se ne pomeni, da se za eno leto umakneš nekam, ampak eno leto pač simbolično je, ne, nasplošno, daj se malo odklop od vsega, pa delaj stvari, ko si jih bojiš. To je leto dopusta. Odlično. Ja. Torej, skozi strah v nove izzive, Wow, sprejmite jih slogan. poguma. Ja, tako. Poguma, to potrebujemo. Torej, iz Daretovega CD-ja prva pesem na seznamu. Leto dopusta. Pararam, parararam, pararararararam, parararam. Pararam, parararam, pararararararam, parararam. Greva skupaj spat v naravo in vse bo lepše. Greva za nosom na pot za zabavo, iskra se že kreše. Greva stiskat se tja do polnoči in skrivnosti bo rozginle. Res si igrava, to me zabava, iskra se že kreše, se že kreše. In greva moja draga, bit malo trgana. Vzava si leto dopusta. No ti moja draga, si malo trgana. A si za leto dopusta. Naj se nama smeša, staniva brez keša. Rutina ti ubije, to najlepša stvar. Predstavi svetu gola, se nima. To bo najna skrivnost, ki je nikoli ne bo zatost. Ker mi draga nikoli ne omagava, ko piješ vino, res si edinstvena. In greva moja draga, bit malo trgana. Vzava si leto dopusta. In no ti moja draga, si malo trgana.
Torej, leto dopusta za našo poslušalko Marico, upam, da se nam bo še kdaj oglasila. Ja, jaz to, kaj pa če bo zdaj ušla? Simpatična punca. No, super, super. Ja. Prepričan, ja. Torej, z nami je Dara Akustik, v oddaji Ustvarjajmo skupaj. Mi pa se dajmo zdaj posvetiti še šovu Slovenija ima talent. Okay. Kaj je bilo lansko leto, ko si nastopil? Lansko leto, ne? Ja. Kakšna je bila ta izkušnja zate? Zanimivo, no. Mislim, tako zanimivo. Lahko še bolj klišejski pridevnik uporabim. Izkušnja, tako kot je bilo v bistvu na začetku, ko sem bil dosti proti, da bi šel, mi je bila potem zelo nad pričakovanji. Tako vse skupaj, dosti intenzivna izkušnja. No. Tako res, dosti sem se naučil stvari, še posebej recimo glede samega performansa, ker tam res delaš pač tako dosti s profesionalci pač za nastop in za kamero in za vse. In v bistvu, kolikor sem se naučil v tistih recimo parih vajah, ko smo imeli za pripravo, je bilo ogromno, no, ker tak, bi rekel, nek boost, no. Tega sem se naučil, recimo pri nastopu, par takih nijanskov mogoče, se jih nikakor drugače ne bi mogel, ne, razen pred tem. Potem sem se naučil, kako se obnašati mogoče prek orang širšo publiko, ne bom rekel, da sem takrat naredil sem po najboljših močeh, ne pa bi pa naredil mogoče zdaj še malo drugače, ampak vem za naslednjič, ne. Ful ti da enega lifta mogoče tega, pa res je na tako dobro izkušnjo, ne bi rekel, da kar vsak si malo želi, ne gre pač poskusiti pa probati, ne. Ja, to sem te mislila vprašati. Marsikdo, ki se ukvarja z glasbo, verjetno imate misli okoli tega, ali bi šel na ta šov ali ne. Za nekoga je to mogoče samo način promoviranja, mogoče pa marsikdo gre v to izkušnjo z neko iluzijo, da bo pač potem postal pa pevec, ne, ali pa glasbenik, ampak temu najbrž ni tako. Ja ne, seveda ne, če si pač ti si, kar si, ne, in ta šol, pa še katerikoli drug pač šol, karkoli pač na svetu, ne, tudi najboljši glasbeni producent in ne vem kdo te ne bo mogel, ali pa vdajate ne bo mogel v bistvu spremeniti oziroma narediti v neki boljš, kar sam si v osnovi, ne. In to ne pomeni to, če te recimo nek šov prikaže širši javnosti, da zdaj pa ti si nekaj več, kot si bil prej, v bistvu si isto, sem kar pač ljudje dobijo občutek, da te poznajo, ne, kar je v bistvu dosti velik, ne, prepoznavnost je zelo velika stvar, ampak ti na koncu še zmeri ostaneš tu pač kar si, ne, in fora je pri teh pač šovih in pri vseh teh večjih zadevah, masovkah, ne, ker naenkrat dobiš ti spotlight in potem ti si toliko časa si v tej fazi, dokler pač so kamere tam in dokler se ta spotlight, dokler je pržgan, ne, ko izgine, greš ti spet na isto mesto nazaj, kjer si bil, ne, in to je lahko za nekoga, ki recimo pride tam z neko tendenco, da bo zdaj pa, zdaj bom pa jaz tukaj ful dosego, ne, v bistvu sam pa nima nobenih temeljev zgrajenih, ne, in problem je, ker tam ti dajo res ful zagona in mislim, elana tizga ta pravga in ti res tam se počutiš posebno in res dobro in res, zdaj pa nekaj delam, zdaj pa to je to, ker res dobiš tak občutek, ne. In je problem recimo za nekoga, ki ni prej nič ustvaril, pa misli, da zdaj bo pa kar naenkrat se mu vse odprlo, pa ko gre stran, ker se ti ne odpre, ker se ti ne bo, ne. Mislim, jaz tudi ne bom rekel, da drugega, kot recimo povišenega števila ogledov na YouTubu, pač se sem dobil kar nekaj povabil pač za koncerte, ne, ampak da bi se v nekaj tako zelo, zelo drastično spremenilo, poleg prepoznavnosti, no, pa ni recimo neke take razlike, pa imam za sabo že, ne vem, 500 koncertov, pač 15 let delami v glasbi, ne, CD izdan 4 spote, mislim, ampak ni take drastične. Zdaj za nekoga, ki je tako, ker res si misli, zdaj bo pa mene to, ne vem, kaj naredilo, v tistem momentu imaš čutek, pa gre pa stran in te zna lahko dosti potrti mogoče. No. Ja, moraš ostati na realnih tleh, ne. Težko je. Ja, verjetno pa je enih, kako bi rekla, dražljajev takih, ne, in občutkov, ne. Verjetno dober občutek, vsak si bi želel ene toliko pozornosti v tako kratkem času, ne. Veš, kako je to? To je efekt dajanja pa prejemanja, mislim, kako bi rekel. To je isti efekt, kot da bi zdaj tebi rekel, lej, Erika, tlele imaš, ti dam eno čokolado, recimo, ne. Ja. In potem bi ti vzela, bi rekla, čokolada, thanks, in pa rekel, zdaj mi daj pa nazaj in bi ti vzel. Kdaj bi bila bolj žalostna? Zdaj, ko sem ti vzel nazaj, ali če ti je sploh ne bi ponudil, pa je ne bi imela, ne? Mislim, bolj si žalosten, ko ti je nekaj dano, pa potem oduzeto, kakor če sploh ne prideš do tizga, ne? In pač pač ti tvegaš, ali boš zdaj obdržal vsaj košček tiste čokolade, ali ne boš, ne? Je pa dobro, da če že greš v tako izkušnjo, da se tega že zavedaš prej, ne? Marsikdo se najbrž ne. Dosti težko je, ker veliki gre, so recimo tudi dosti mlajši tekmovalci bili, recimo, in to bojo zelo težko imeli, pač razjasneno v bistvu, zakaj se grejo, mogoče zaradi izziv. Vse je prav, jaz to zelo pač podpiram, samo ker je zelo težko gledati, recimo, ko pride kakšen, ne vem, noter, ko so bili kakšni otroci, to, ne vem, od 90 let stari, ne, in potem,
ko je bilo konc, njim sigurno so drugače doživljali to, ko so mogli pa ne vem, v ponedeljek iti potem v šolo, pa so kako bojo zdaj pa tam gledali, kaj bojo pa rekli, ker to je njim čist drug svet pomeni recimo kot meni, ne, ker jaz tudi sam gledam na te stvari drugače, tudi sam ne vem, jaz prej nisem aktivno spremljal teh šovov, ne, mislim, jaz sem ga, zdaj sem ga, ne, ampak vem to tudi od mojih vrstnikov, tudi recimo veliko manj spremljalo, kot recimo od vrstnikov 10-letnikov, 15-letnikov so veliko bolj aktivno spremljali in oni bodo tudi valjda zaradi družbenega pritiska pol tudi težje mogoče to odnesli. Jaz sem šel pa res, glejmo narediti zeleno, dober PR, dobro promocijo za Cukra, za spot, pa za Plato, ne, tako da ja, sem šel mogoče iz tega vidika in pa tudi nisem bil, ne vem, neki razočaran niti nič, ker mi ni šlo z tekmovanje, ampak sem rekel, jaz sem hočem videti, da bo nek učink. Želim si videti, da bo vsaj neki, če ne bo niti en komad, vsaj neki ugledal, da bo, če se ne bo nekaj tasga zgodilo. Neka nagrada za ustvarjanje vseh teh let. Želel sem si feedback, kakršenkoli, ali bi bil negativen feedback, ali bi bil pozitiven, želel sem feedback, ker je najhujše narediti, ustvariti in potem, da ni nič, da ne bo ti nič nareče. To je kar tisto, kar ubije. Če te nekdo pač splova, nejte, ne? Veš na čem delati, ne? Na nek način. Delam totalno narobe, grem probat nekaj spremeniti, ne? Tako, ne? Če te večinoma ljudi pač pohvali, zdaj spet ne smete pohvaliti, ne sme dvigniti grajte, ne sme zbiti, ne? Ja, in obenem še moraš ohranjati ta občutek, kaj je pa res, da ne sprejmeš tudi vsega, ne? Ljudje imajo pač različno mnenje, tudi kar se glasbe tiče, je to relativna stvar, kaj je nekomu všeč, ne? Tudi Bohemian Rhapsody ima, če gledaš na YouTube, ima, ne vem, 15,000 recimo lajkov, ne, pa 2,000 dislajkov. Zdaj, kdo so ljudje, ko dislajkajo, ne, Bohemian Rhapsody, kaj je to, ne vem. Če vrednotiš sam sebe glede na klike, pa všečke, so kar to trhli temelji, ne? Ampak kakorkoli, ti si v glavnem zdaj nadaljuješ svojo pot v vsakem primeru, snemaš tudi novi video spot, sicer si jih nekaj že posnel, za Pravljico Malino, ne, pa za katere? Za Leto dopusta pa Cukr, ne. Zdaj pa nastaja katere? Zdaj pa v bistvu je že posnet, samo še zmontira se, tako da verjetno mogoče že v času tega intervjuja, ko bo objavljen, bo mogoče tudi spot že objavljen, to je pa za skladbo Eno soboto. In če so naši poslušalci za, bomo zdaj zavrteli... Ne vem, ste za? Ste! Dajmo! Tisko dislajka. Ja, to je, mislim, ekskluzivno, dragi moji, Dare Akustik, ni vsak dan v oddaji, ustvarjamo skupaj. Izkoristimo to priložnost, potem pa predlagam, da te slišimo tudi v živo, če si za, ne? Ja, ne vem, ne, boste povedali, mogoče bo Marica še kaj poklicala. Mogoče, ali pa kakšen Janez, z Primorske recimo. Ja, Janez z Primorske, ja, No, tako. V glavnem, zavrtimo pesem, ki je tudi na Daretovem CD-ju z naslovom. Kaj smo rekla? Eno soboto? Eno soboto. To. Izprazni žile v moji glavi, izperi rdečino v očeh. Veš, tvoj glas je bil vedno pravi, ali jutro prinese nov greh. Ani sile, ne ni sile, a men že res mal se mudi. Ani sile, ne ni sile, tudi jaz bi še imel kaj teh dni. Vsak dan mal grenko, al verzi ohlajajo, verzi so hladni malenkostno. Ne, nisem ti fouš, a mal bi potarnil še, mal bi pojamral še, dokler lahko, ker lahko. V soboto si zginila, minila sta lovli poletje in zima. V soboto se napijem, zabrisal bom glas na stare spomine. V soboto si zginila, minila sta lovni poletje in zima. V soboto se napijem, zabrisal bom glas na vse stare spomine.
še dokler lahko, ker lahko. V soboto si zginila, minila sta lovni poletje in zima. V soboto se napijem, zabrisal bom glas na stare spomine. V soboto si zginila, minila sta lovni poletje in zima. V soboto se napijem, zabrisal bom glas na vse stare spomine. V soboto si zginila, minila sta lovni poletje in zima. V soboto se napijem, zabrisal bom glas na stare spomine. V soboto, eno soboto, eno soboto, eno soboto. Torej, eno soboto, katera sobota je bila to? Ena sobota pač, kaj? sobota. Zdaj prav datum ali kaj? A so mislim, če se že spomniš, no? Če si bil takrat v zavestnem stanju. To je bilo, no, da bi se dalo. Treznem, no, ajde. Ne biti zdaj pikolovska, ne? Ne bom. Ja, je bilo ene par let nazaj, to že, ja. Dobro. Okay. Ja. Tvoji žuri špili se dogajajo v glavnem v soboto? No, tudi v Petke. petkih danes se bo tudi zgodil, ne, to je več ravno, drugače pa pač kadar je, lahko tudi čez teden, dvakrat v ponedeljkih, tudi ob nedeljah sem že imel, mislim, da ni dneva v tednu, ko še naj bi igral, ja, tako da. No, lepo. Sicer pa si rekel, da te ljudje kar sprašujejo, kako nastajajo tvoji komadi. Nekaj je osnovna ideja, nekaj je pa končna realizacija komada, ki se potem pač manifestira v taki obliki, se pravi v CD-ju, ne, ali pa pač v enem špilu. Kako nastajajo, koliko časa rabiš za to? Lahko to človek naredi sam ali je potrebno imeti tudi dobro ekipo za sabo? Ne, mislim, ja, super. Ne, lahko naredi to človek sam, ja, rabiš ekipo, če hočeš narediti pač izdelek malo nadstandarden, ne, se pravi, rabiš ekipo, če hočeš, da si izdelka potegne več, kolikor si ti pač sam sposoben, ne, si vsak je narediti sam. Pač nek izdelek je, ampak če imaš še nekoga zraven, ki je v določenem aspektu tega nečesa pač boljši, bo valjda pač iz tvojega izdelka lahko še boljš pač potegnil ven, ne. Tako da ja, seveda lahko vsak pač sam naredi, ne. Ja. Ko najraje nastopaš sam, imaš tudi svojo skupino oziroma si imel svojo skupino. Se najdeš bolj v solo izvajanju? Ja, zdaj tako, ne. Oboje mi je zelo, mislim, oboje mi je v redu, oboje mi je dobro nastopati in solo in skupino, ampak bom rekel, da se bolj najdem v solo nastopanju kot skupino, zaradi tega, ker mislim, več razlogov, ne. Eden recimo je ta, da je mogoče bolj lahko z občutkom pač te skladbe zaigram, ne. To je eno, mislim, bolj so kantavtorske bolj pridejo mi izraza, če jih zaigram solo na kitaro, bolj se lahko prepustim, bolj lahko niham v dinamiki, v ritmu recimo, kakor skupino, ne. Je pa res, da po drugi strani skupina ti da pa neko širino, ki recimo sam ne moreš dobiti, ne, ampak odvzeme pa tisto dihanje, ne, kako bi rekel, tisto pristnost komado, ker v osnovi so si komadi narejeni, pač kitara pa vokal, ne, in zdaj, kar je ostalo, je poanta, da samo še nadgradi tisto gor, ne, in se to se da super lahko narediti, ne. Ja, potem drug razlog je, mislim, kaj je skupino, je pa treba, to je treba delati, to je treba vaditi, to je treba potem, ko imaš ti skupino, tudi seveda, če igrajo v tem primeru, ko je moja spremljevalna skupina, treba potem tudi plačati na koncerte, ne. Ni to, ne, se samo igrali, seveda, jaz vem, da še zmerili pač s prijatelji, ko sem pač igral,
Jaz vem, da so pripravljeni in čez meri pač bi lahko nastopili skupaj, ne, samo meni pa to zdaj, zdaj pa pridem na nek koncert in kaj ne naredim, če recimo mi ne ponudijo zadosti, ne vem, nekega honorarja, jaz ne morem pričakovati od njih, da mi vsak koncert zastonj igrajo, ker podarjam, tukaj ne gre za band, ne, ampak tukaj bi šlo pač za neko spremljevalno zasedbo, ne, v tem primeru, ne. In tukaj jaz ne morem pričakovati, da ti nekdo neki asistira skozi brezplačno, ne. Drugače pa ja, super bila tudi skupina, sem se pravil, potegne toliko stvari za sabo in bi bil zelo zainteresiran, pa pogrešam malo, kantavtorstvo zna biti ful osamljena zadeva, ne, ful, ne, se pravim, zdaj imam tole loop mašino, ne, ampak še zmeri, ima 2 tipke, ne, to je to, ne, mislim, bi si želel, no, tako da malo pogrešam, ziher bi šakirat naredil. Verjetno se bo še kaj razvijalo v tej smeri, ne? Sicer pa, če si za to, mislim, da bi naši poslušalci bili, če pokličajo ali pa ne, da nam živo zaigraš kakšen komad. Katerega pa? Telefon. Ja, okej. Vsi imamo težave s telefoni, tako ali drugače, če ne drugače z položnicami, ki pridejo vsak mesec na dom. Seveda, jaz bom še zdaj neplačeno za prejšnji mesec. Pol je ta komad po resnični zgodbi narejen. Iz drugega vidika, ampak. So vsi, ne, verjetno. Več ali manj. Ja, pač sokar, ja. Ja, cool. Okej. Evo, kitarco imaš tle nekje. Tako. Ne, vzemi jo v roke. Okej. Mikrofoni so pripravljeni, torej v studiu Mistik samo za vas. Dare akustik in telefon. Sedel sem v sobi, gledal v zaslonko, mi je sred najlepšega mera crknul moj najljubši telefon, sem mal potresel ga, vrgel ga še mal ob tla in šipca se razbila je, opa! Sedel sem se na bicikl, ni bilo sploh mi kaj zamisliti, grem tamle v štacuno, mal se bom potrudil, mal se bom razstalo, malo denarja bom dal, malo se bom skeširal, da spet srečno te bom klicula vsak dan. A neporavnane račune še imam, telefon, kjer beden telefon sem kupil, najraž bi ga nekam fuknul sredi hoste, sred puščave sem še simko ven vzamem. Telefon, kjer beden telefon sem kupil, najraž bi ga fuknul v lukno sred Ljubljane, a 2 let mi še ostane vezave, samo zame, 2 leti vezave, samo zame. Ker telefon je kol zadeva, name smene, či se dela, kliče, piše, fotka s tema, spomne se, da meni treba skupaj z mano zažarera, zjutraj pa me vrže s te razporne fotke preveč pera, ena pa iba kikomera, danes se ne morem več zgubit, GPS mi reši rit, orientacija je mit, mam raje lasten satelit, s telefonom fit, s telefonom ekološki, kam mi bodo knjige, kad so z njimi sami stroški, te stroški, ej šparoček oprosti, telefon, kjer beden telefon sem kupil, najraž bi ga nekam fuknul sredi hoste, sred puščave, sem še simko ven vzamem. Telefon, kjer beden telefon sem kupil, najraž bi ga fuknul v lukno sred Ljubljane, a 2 let mi še ostane vezave, samo zame, 2 leti vezave, samo zame. Telefon, zdaj nov telefon bi kupil, star ga fuknul sem v lukno sred bele krajine, a 2 let mi še ostane. Torej telefon, pesem iz CD-ja Dareta Akustik. To je pesem pod številko katero? 5. Še en komad bomo zavrteli, ampak še preden končamo z tole oddajo. Dare, kakšni so tvoji plani? Prepričana sem, da jih imaš, načrte torej za prihodnost. Ustvarjal boš še naprej v glasbi? Kaj, kako, kje, zakaj? Veliko vprašanj, kakšni so plani? Trenutno se pripravljam tole mini koncertno turnejco po Sloveniji, nekaj lokacij klubov imam že zablokiranih, ostalo bo pač znano predvidimo nekje do konca marca. Tako da pač zaenkrat to, da malo še spromoviram ta aktualen CD, potem pa priprava na snemanje naslednje plošče, oziroma naslednje plošče, to se mi ful hecno sliši. Pač album, no, tako da naslednjem album ne bi jaz rad posnel kako čez poletje, tako da bi nekje do konca leta naslednja plata pač šla počas ven, ker material je pripravljen, zdaj treba pa sem še pač najdeti, kje posnet, pa kako posnet, pa s kom posnet, pa tako ne, ja. Če pa slučajno koga zanima, kje lahko dobijo ali tvoj CD, ali pa te kontaktirajo osebno, kje si na voljo, verjetno preko spletne strani oziroma Facebooka?
Najlažje je prek Facebooka, no, se pravi facebook.com, poševnica Dare Akustik, se napiše, pač lahko kdorkoli, če želi CD ali pa kakršnekoli informacije za booking, za nastope, pač ne me tam kontaktira, pa se dogovorimo potem naprej. Ne. Zdaj mi pa naredi še eno uslugo. Za konec oddaje Ustvarjajmo skupaj. Zmeraj vprašam gosta, kakšno sporočilo ima za naše poslušalce. Ti, glede na to, da si bolj specializiran za glasbo, lahko tudi kaj v tej smeri poveš. Skratka, lahko se dotika tvoje filozofije. Kaj bi svetoval ljudem? Mogoče bi citiral en vers iz enega komada, ko bo na naslednji plošči. Spet sem rekel plošča. Na naslednjem albumu, ko je meni pač tako dosti blizu. Uživaj, ker življenje ni zavedno, ampak zdaj. Pika. Torej, s tem tudi zaključujemo oddajo Ustvarjajmo skupaj. Jaz upam, da sva vas z Daretom nasmejala in da se slišimo spet v naslednji oddaji. Za konec, da ne pozabim, Moj cukr. To bo zadnja pesem, ki jo bomo slišali v tej oddaji. Mogoče še na kratko nekaj v tej pesmi. Pa boš moj cukr? Bom? Kaj lahko? Sam še rožico bi mi mogel dati. Ena zanimiva skladbica, no, pač že nekaj let stara, zdaj je postala malo bolj pač aktualna, ampak še zmeraj mi je pač simpatična, no, tako da upam, da je tudi ostalim. Evo, samo za vas, Moj cukr. Čau! Maš vinilna tikača, kako so dobri nameni, ko se objemaš z vsemi, kako pogledi so lažni in vsi so drugačni, ko se približaš od daleč, si z očmi že ustvaraš prelistno ritem energijo, da vsi ti držijo. A boš moj cukr, moj cukr, moj cukr, obleče boš moj cukr, moj cukr, moj cukr, če daš ne pa jutr. Za zabavo zavajaš, celoten lak dan dalje vanka, ti si pa kriminalka, nočem te graje, to prosti, materijala zadosti. Ako sveče dom gorijo, čas je za polomijo, ko se zda nisi drugačna, gospodična, demašna, v mraku piješ energijo, da vsi ti težijo. A boš moj cukr, moj cukr, moj cukr, obleče boš moj cukr, moj cukr, moj cukr, das ne pa jutr, pa jutr, pa jutr, če das ne pa jutr, moj cukr. Boš moj cukr, moj cukr, moj cukr, obleče boš moj cukr, moj cukr, moj cukr, če das ne pa jutr, pa jutr, pa jutr, če das ne pa jutr, moj cukr. Ustvarjajmo skupaj, naj druži nas veselje in smeh, topla misel.
na svet. Ustvarjamo skupaj.